Hiša Bluey je ena izmed najbolj podrobnih lokacij v katerikoli animirani oddaji na televiziji trenutno. In večina ljudi si ogleda vsako epizodo, ne da bi sploh opazila, kaj se skriva v ozadju. Danes bomo pregledali vsako skrivnost, vsako skrito podrobnost in vse, na kar oddaja nikoli neposredno ne opozori glede doma Hillerjevih. Preden se lotimo posebnih podrobnosti, se pogovorimo o razporeditvi hiše Hillerjevih, saj se hiša dejansko spreminja glede na potrebe posamezne epizode. Prostori se premikajo. Okna so obrnjena v različne smeri, pohištvo pa se premika brez razlage. Vendar obstaja standardna razporeditev, h kateri se serija vedno znova vrača. In najboljši način, da jo jasno vidimo, je uradna igrača hiša Hillerjevih, ki nam poda pravi pregled po nadstropjih, kako je hiša dejansko zgrajena. Hiša Hillerjevih ima 3 nadstropja. V pritličju imate glavno dnevno sobo. Velik odprt prostor z oranžnim kavčem, stopnišče na sredini in veliko okno za kavčem. Tukaj se dogaja večina družinskih aktivnosti. Če se povzpnete v drugo nadstropje, postane zanimivo. Kuhinja in jedilnica sta tukaj zgoraj, kar je res nenavadno, če pomislite, saj so kuhinje v resničnem življenju skoraj vedno v pritličju. Toda v hiši Hillerjev je celotna kuhinja, vključno z omaricami, pomivalnim koritom in jedilno mizo, vsa v drugem nadstropju. In oddaja to dejansko potrdi v epizodi Pica dekleta, kjer dobimo pogled na hišo iz zraka in lahko natančno vidite, kje je kuhinja postavljena. In potem imate v zgornjem nadstropju kopalnico in spalnice. Torej, razporeditev je dnevna soba spodaj, kuhinja na sredini in spalnice zgoraj. Nenavadno, ampak to je hiša Hillerjevih za vas. In če govorimo o spremembah v dizajnu, je kuhinja Hillerjevih največji primer tega. V večini epizod je okno nad kuhinjskim pomivalnikom obrnjeno proti strani hiše. To je standardna razporeditev, ki jo znova in znova vidite. Ampak potem, v epizodi Rojen včeraj, ko Chili stoji pri kuhinjskem pomivalniku, gleda naravnost na dvorišče skozi isto okno. Pogled na dvorišče, ki je popolnoma drugačen kot v vseh drugih epizodah. In zasnova se ne spreminja samo med epizodami, ampak se spreminja tudi znotraj iste epizode. Ker v Rojen včeraj. Na začetku je bil kuhinjski pomivalnik obrnjen proti strani hiše, toda lokacija se je med prizori spremenila, ker je zgodba zahtevala, da Chili v tistem trenutku gleda na dvorišče. In animatorji so to preprosto uredili, ne da bi na to posebej opozarjali. Zdaj pa se pogovorimo o igralnici. Ste si že kdaj podrobno ogledali preprogo na tleh? Oblikovana je natanko kot sadež kivija. In ko že gledate igralnico, si oglejte še sliko na zadnji steni. To je zemljevid Avstralije, na katerem je poudarjena Queensland, zvezna država, kjer se nahaja Brisbane. In, če niste vedeli, Brisbane je kraj, kjer se dogaja ta oddaja. To je neopazen način, kako vam oddaja pove, kje se ta zgodba dogaja, ne da bi to kdaj izrekli na glas. Zdaj pa pojdimo naprej v dekliško spalnico. Tako kot igralnica je tudi preproga v njihovi spalnici oblikovana kot sadje, tokrat pa je v obliki lubenice. Med kivijem v igralnici in lubenico v spalnici ima hiša Hillerjevih zelo močno sadno tematiko. In poglejte tudi postelje. Blueyjina postelja ima veliko črko B, ker je najstarejša. Bingova ima malo črko B. To je majhna, a res prikupna podrobnost. Zdaj pa se pogovorimo o nečem, česar večina ljudi sploh ne ve. Bluey ima hišnega ljubljenčka, ribico. Potem, ko je Chili prosila, da bi na dvorišču zgradili ribnik, se je pojavil majhen ribnik, v katerem živi oranžna ribica, ki je očitno Blueyjina najljubša. In iskreno, ni težko razumeti zakaj. Ribica je enake barve kot Chili in Bingo, zaradi česar se zdi, kot da spada v družino. V glavni seriji se ne pojavlja pogosto, vendar jo lahko jasno opazite v spremljajoči mini epizodi. In premaknimo se proti sprednjemu delu hiše, kajti če pogledate poštni nabiralnik Hillerjevih, lahko na njem vidimo številko 2. Torej, to pomeni, da družina Hiller živi na številki 2 na svoji ulici, kar jih naredi za prvo hišo s sodo številko, kar pomeni, da Judah najverjetneje živi na številki 1, Luckyjeva družina pa na številki 3. Vendar nobena od teh stvari ni bila potrjena v oddaji, vendar se številke popolnoma ujemajo. Pojdimo v kuhinjo. V kotu lahko opazite solnico in popernico, ki stojita na pultu. Nad njima pa, kot kaže, visi kita čez na steni. Majhne podrobnosti, a veliko povedo o Chiliju kot kuharju. In v dnevni sobi bodite pozorni na vazo v obliki ananasa. Ta ananas ni le okras, ampak je poklon studiu Ludo Studio, animacijski družbi, ki je ustvarila Blueyja. Ananas je simbol studia Ludo Studio. Zato vsakič, ko kjerkoli v risanki Bluey opazite ananas, studio na skrivaj pusti svoj podpis v oddaji. Če se premaknemo v dnevno sobo, poglejte pod televizor. Bandit tam hrani kamen, v katerega je vtisnjena pasja tačka. In glede na to, da je Bandit arheolog, je to skoraj zagotovo fosil, ohranjen odtis starodavnega psa, ki je pred milijoni let stopil v blato.
Ta stoji v dnevni sobi Hillerjevih kot običajna dekoracija, a v resnici je kos prazgodovinske zgodovine. In tik poleg bližnjega lonca za rože je tudi pasja kost, ki jo je bandit pokazal družini po enem od svojih službenih potovanj. Če dobro pogledate, jo lahko opazite celo v mini epizodi Arheologija. Tudi v dnevni sobi, na eni strani prostora, je uokvirjena fotografija Chilijevega očeta, ko je bil mlad, oblečen v vojaško uniformo. Na drugi strani, blizu vrat, pa je uokvirjen križ, ki je videti kot Viktorijin križ, vojaška medalja, podeljena vojakom za izjemno hrabrost v bitki. Chilijev oče se je boril v vojni in zato prejel eno najvišjih možnih priznanj. In družina Hiller je tiho obesila tako fotografijo kot medaljo na steno v dnevni sobi, ne da bi katerakoli epizoda kdajkoli posebej opozorila na to. Na dvorišču je majhno drevo z osupljivimi rdečimi cvetovi. To drevo se imenuje flambojan in je znano po tem, da ima ene najbolj živih rdečih cvetov med vsemi rastlinami. Bingo dejansko odgovori na vprašanje, za kakšno drevo gre v epizodi o žaru, vendar se to zgodi tako hitro, da večina ljudi to popolnoma spregleda. In medtem, ko v isti epizodi opazujete dvorišče, poglejte območje za enim izmed loncev za rože, blizu vrha kadra. Tam je osje gnezdo. Bandit se mora resnično lotiti tega, preden ga najde katera od deklet. V garaži, ki se v oddaji skoraj nikoli ne pojavi, se v ozadju skrivajo nekateri odlični detajli. Tam je deska za deskanje z motivom ananasa, ki je, kot že vemo, simbol studia Ludo Studio. Tam je tudi pokal za hokej na travi, ki skoraj zagotovo pripada Chili, glede na to, kako zelo ima rada ta šport. In v kotu je star radio, ki ga Bandit očitno nikoli ne uporablja. Garaža se v celotni seriji pojavi le za nekaj sekund, a tudi v teh nekaj sekundah so podrobnosti prisotne. V epizodi Vilinke je na steni fotografija Binga. In če pogledate natančno, je Bob Bilby prav tam poleg nje na fotografiji. To pomeni, da je bila slika posneta prav tisti vikend, ko je Bingo prinesla šolsko maskoto domov. Hiša se dejansko spreminja in posodablja glede na to, kaj se je zgodilo v prejšnjih epizodah, kar je neverjetna raven podrobnosti za animirano oddajo. In če že govorimo o fotografijah na stenah, je ena, na kateri sta Bandit in Chili pred Taj Mahalom. Ta fotografija je bila posneta, še preden sta se Bluey in Bingo sploh rodila, ko sta Bandit in Chili kot par skupaj potovala po Indiji. To je celo poglavje njunega življenja pred starševstvom, ki tiho visi na steni v ozadju. In za to zadnjo podrobnost se vrnimo v kuhinjo. V epizodi Bingo je v kuhinji omarica, na kateri so s kredo narisane črte. To so meritve višine. Chili je tiho spremljala, kako njeni hčerki rasteta skozi leta, tako kot to počnejo starši v resničnem življenju. To je majhna podrobnost, ki pove vse o tem, kakšna mama je Chili. In takoj poleg tega na steni je risba, kjer lahko jasno vidiš Bluey in njenega kanadskega prijatelja Jean-Luca, kako stojita drug ob drugem. Opomnik, da je Jean-Luc še vedno del sveta Bluey, tudi ko ni v epizodi. Na steni njene kuhinje, prav tam, kjer ga njena družina lahko vidi vsak dan. Hiša Hillerjevih ni samo ozadje, ampak je zgodba, ki se pripoveduje podrobnost za podrobnostjo. In kot vedno, se vidimo v naslednjem videu.